Zdravo, sem Boško Prašljal, ti pa se nahajaš na kanalu More Than Networking, sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me poslušaš. Čas res hitro leti, težko je verjeti, ampak poslušaš že 8. oddajo na kanalu More Than Networking in verjamem, da uživaš v moji družbi in da ti moji nasveti pomagajo pri grajenju svoje unikatne mreže. To oddajo bom posvetil učenju. To ne bo klasično učenje, ko smo ga imeli v šoli, ne bom govoril o šolskem sistemu, o učiteljih, ampak o tem, od koga se lahko učiš vsak dan, ne glede na to, v kateri fazi življenja si. Za začetek ti bom zaupal kar svojo osebno zgodbo. Vrnila se bo v čas moje osnovne šole, ker sem iz poprečnega učenca prišel do, bil sem podpoprečen, pa sem prišel do poprečnega učenca, kar je bil zame izjemen uspeh. V osnovni šoli sem bil do vključno 4. razreda zadosten. Ne vem zakaj, ampak šola pri meni res ni imela svojega mesta. V šolo sem hodil, ker sem mogel, ker je bila to obveza in če ti po resnici povem, je bil zame najbolj stresen čas dejansko zadnji teden, ko se je zaključovalo šolsko leto. Lih v tistem tednu sta bila moja starša, pa ne samo moja, ampak starša vsakega otroka osredotočena na podatek o uspehu. Se pravi o tem, s kakšnim učnim uspehom bo njun otrok zaključil šolsko leto. No, pri nas, ker sem bil zadosten, nismo odpirali penine, ampak sem poslušal neznansko dolgo pridigo. Načeloma je bila vsako leto ista, nekaj v smislu, kako ne cenim to, kar imam, da je moja edina obveza šola in da še tega ne morem dobro opraviti. Pri vsem tem je bilo najbolj to, da sem se čez 2 dni približno, če nismo se o tem več pogovarjali, ki so bile na vrsti dolge poletne počitnice. Ne vem točno kdaj in kako, ampak tam v prijetnem razredu sem dobil prvo boljšo oceno in če se ne motim, bila to 4. Točno v tisti moment se je v meni nekaj zgodilo. In sicer prvič sem v šoli dobil občutek, da me moja takratna mreža občuduje, da nisem več loser. Ja, res se mogoče malo smešno sliši, ampak od tistega trenutka naprej sem imel v šoli več pozornosti, več je bilo smeha, manj stresa, doma pa kar mir, ne? Kar naenkrat je bilo pri meni iz naslova šole vse okej. Hitro sem dojel, da če hočemo ohraniti ta uspeh, ta status, da se bom mogel malo več potruditi, več delati, kar pomeni bolj strateško učiti. No, in glih v tem času bi rad izpostavil iz tega časa 2 osebi. Osebi, od katerih sem se veliko naučil in ki ste mi nesebično pomagali premagati šolske ovire. Zdaj se sprašuješ, kaj ima to veze z mreženjem? Počakaj še malo, prideva tudi do te točke. Prvi, ki mi je pomagal, je bil sosed Rado. Mi smo stanovali v istem nadstropju, dejansko res sosednje stanovanje. Radata so klicali doktor, pa ne zato, ker bi bil zdravnik, ampak zato, ker je bil izredno inteligentna oseba. Če pogledava iz vidika mreženja, je bila moja naloga to, da sem vedel, kdo je Rado in da sem verjel, da mi lahko pomaga pri razumevanju matematike in fizike. Ker smo veliko prostega časa preživeli skupaj, mi res ni bilo težko prositi za pomoč. Ta del, ko nekoga prosi za pomoč, je ključen v mreženju, ker smo sami absolutno nemočni. V tem trenutku težko rečem, koliko ur mi je Rado po svetu, vem pa, da nikoli v življenju ne moram pozabiti, kako močno je vplival na moje življenje. Kaj, če bi me Rado zavrnil? Kaj, če bi rekel, da nisem vreden njegovega časa? Bi imel danes jaz to širino, da na neko iščem pomoč od drugih in da pomagam tam, kjer lahko? Ne vem. Ampak povem ti, da je bil to eden ključnih trenutkov v mojem življenju. Zato hvala Rado. V času moje osnovne šole pa je bila še ena zgodba s sosedom Perotom. On je živel v sosednem bloku, delal je na železnici in je bil eden redkih staršev, za katerega sem jaz slišal oziroma vedel, da hodi v službo in izredno študira. Moraš razumeti, da sem odraščal v krogu oseb, ki so bili srčni, dobri ljudje, ampak več ali pa manj skončano osnovno šolo ali pa srednjo šolo. Naprimer, moja mama je končala 4 leta osnovne šole, pa ne zato, ker ni hotela hoditi v šolo, ampak zato, ker si njeni starši niso mogli privoščiti, da hodi v šolo. Je pa zato končala vsaj 4 življenjske doktorate in bi brez težav lahko pisala kar nekaj knjig o tem, kako preživeti in živeti. Da se jaz vrnem na soseda Perota. Še danes se spomnim, kako sem bil pri njemu in kako mi je nesebično pomagal pri doseganju šolskih tematik. Rado in Pero sta mi dala veliko več kot znanje o matematiki, kemiji ali pa fiziki.
Še danes v sebi nosim ta občutek, da si nekdo vzel čas zame, se mi posvetil, da me ni podcenjeval iz naslova starosti ali pa znanja. Vso to mišljenje in izkušnje sem podzavestno prenesel v srednjo šolo, na faks in potem v službo. Ker smo večinoma doma živeli samo z mami in ker je bil njen fokus, da imamo na mizi kruh, se posledično več učil od drugih. Lahko rečem, da me je to do neke točke ohranjalo aktivnega in držalo z vode v pravo smer. Doma se nikoli nismo pogovarjali o študiju. Danes velika večina ljudi študira. Ko pa sem šel jaz na faks, sem bil v družbi ene redki, ki so študirali. Iskreno ne vem, če se nas je najprej na študiju pisalo cirka 20%. Pri svojih 20 letih sem imel končano osnovno šolo in bil zaposlen v tovarni, ker mi je pač mami izrihtala tam službo. Takrat sem občudoval tiste, ki so hodili na faks. Jaz sem mislil, da je to nekaj, kar je meni nedosegljivo, oziroma da sam nisem sposoben končati faksa. Pa sem videl nekatere posameznike iz naše družbe, kako jim je ratal, pa sem pa tudi sam skočil v te vode. Na tej točki pa potem neuspeh sploh ni prišel v poštev. Spet sem bil motiviran, se učil od drugih in najdu pravo pot. Je bila pa moja napaka to, da sem se prehitro nehal učiti od oseb, ki so bile boljše od mene. Prehitro sem se zadovoljil s svojim statusom in znanjem. Jaz sem učenje pozval zgolj s šolanjem in ko sem zaključil šolanje, sem se tudi nehal učiti. Že na tej točki nisem razumel dveh ključnih zadev. Prva je to, da se učimo celo življenje, druga pa je to, da vso vsebino, ki jo se učimo, da pač kreira človek. Zdaj pa na tem mestu pomisli, od koga se ti učiš. Lahko rečeš, da bereš knjige, poslušaš podcaste, gledaš YouTube vsebine, se učiš iz raznih webinarjev in podobno. Ampak pri vsem tem skoraj verjetno pozabiš, da je vse to kreiral nekdo, neka oseba. Danes imaš verjetno največji izziv to, da je vseh teh vsebin dejansko preveč. Ogromno nekih vrhunskih oseb, ki je kreiralo to vsebino in žal danes lahko najdeš tudi kar nekaj nepotrebnega balasta. Trik je v tem, da se v vsej tej dosegljivi vsebini kar hitro izgubiš. Lansko leto sem imel krajše predavanje preko Zooma. Res je bila super ekipa in po predavanju sem dobil prošnjo ene udeleženke, če se lahko slišva. Njena želja je bila, da se zaposli v svetu marketinga. Ker je bila mlada in neizkušena, je ona ves svoj čas investirala v izobraževanje, v različne brezplačne webinarje in branje knjig. Hitro sem ugotovil, da se ona ne uči od človeka, ampak zgolj od vsebine, ki je bila kreirana s strani človeka. Itak, da ji nisem rekel, da naj se neha izobraževati, da je brez veze vsak teden biti na 3 webinarjih. Sem ji pa dal izziv, da čas, ki ga namenja izobraževanju, razdeli v 2 večja segmenta. Polovico časa naj še naprej bere, se udeležuje webinarjev, tečajev, naj posluša podcaste, drugo polovico časa pa naj investira v človeka, v osebe, ki dejansko kreirajo vsebino, zgodbe v svetu, ker pač ona želi kreirati. Imela je izziv, da najde vplivne osebe iz sveta marketinga in skuša od njih dobiti informacije, katerim trendom naj sledi, katere znanja ne pridobi in da bo z njim zanimiva, da bo pač njim zanimiva in koristna. A veš, koliko časa je rabila, da je dobila službo in da je nekdo iz sveta marketinga v njej videl, v njeni proaktivnosti prepoznal potencial za sodelovanje. Še manj kot 2 meseca mi je poslala SMS, da je dobila službo. A ni to dobro? Sam izredno rad berem in pobiram vsebine iz vseh možnih virov. Sam pri sebi sem ozavestil, da se želim učiti celo življenje. Moj najboljši, najbolj učinkovit vir učenja je človek. Oseba, ki je nekaj kreirala, doživela in preživela. Večina izmed nas je že spisala vrhunske zgodbe in verjamem, da bi vsak izmed nas lahko napisal knjižno uspešnico. Neprecenljivo je, ko se z nekom takim dobrim na kavi, ko se mi nekdo z izkušnjami, s posebnim znanjem posveti, ko pride do izmenjave informacij in pogledov. Iskreno je to več vredno, kot če bi prebral nekaj knjig. Zdaj pa ti res toplo polagam na srce. Tvoja naloga je, da se nikoli ne nehaš učiti in da del svojega časa posvetiš osebam, od katerih verjameš, da se lahko učiš. Pa da ne bo pomote, ber knjige, poslušaš naprej take vsebine, kot so moje, ker lahko izveš veliko novega. In ker smo že pri koncu 8. daje,
veš, da te čaka še tedenski mreženjski izziv. Lej, ta teden je tvoj izziv, da najdeš nekoga, za katerega verjameš, da se lahko od njega nekaj naučiš. Povabi ga na kavo. Lahko je nekdo iz tvoje obstoječe mreže, nekdo, ki ti je dosegel roke in za katerega veš, da ima neko izkušnje, znanje, ki ti prav pride. Tako osebo preprosto pokličeš, jo povabiš na kavo in poveš, zakaj jo prosiš za čas. Seveda lahko povabiš tudi nekoga, ki ni trenutno del tvoje mreže. V tem primeru je neka verjetnost, da se ta oseba ne odzove, ampak s tem se ne obremenjuj. To ni tvoja odgovornost. Tvoja naloga je, da si proaktivna oseba, ki iskreno komunicira svojo pobudo. Pa ne rabiš mene vabiti na kavo, ker se midva kmalu vidva na eni od mojih dogodkov, ker se vam imela priložnost tu spoznati. Bom pa vesel, če mi javiš svoj feedback, kako ti je pri tem izzivu uspelo. Hvala za poslušanje in ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na moje tedenske novičke, ker bom delil najbolj zanimive zadeve in sveta mreženja. Vesel bom, če se povežejo tudi na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil, je, da deliš tale video v svoji mreži. Samo tako mi bo uspelo, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenijo zavesti mreži na cool način. Uživaj na polno!